Mladi zdravniki Slovenije bi z vami želeli deliti svoje nestrinjanje z zakonom o zdravniški službi. Gre za zakon, ki ga vlada in Ministrstvo za zdravje želi sprejeti po nujnem postopku. Mladi zdravniki se strinjamo, da je področje zdravstva potrebno spremeniti. In tudi pozdravljamo vlado, da se je odločila, da bo posegla za zakonodajo, če je to potrebno. Žal pa način, kako se je tega lotila, tega pa ne moremo odobravati. Sem študentka medicine in mene ter mojih kolegov se sprememba tega zakona še kako tiče in lahko močno vpliva na mojo prihodnost. Mladi zdravniki in študentje smo pripravljeni na sodelovanje in ravno zato sem proti spremembi tega zakona brez javne razprave. Moti me, da se po nujnem postopku, brez javne razprave in nepremišljeno sprejema zakon, ki bo odločal o naši prihodnosti in prihodnosti bolnikov. Ne želim, da je zakon sprejet v sedanji obliki, to pa zato, ker smo zdravniki pri njegovi pripravi bili povsem izključeni. Ministrstvo si namreč želi prilastiti kompetence, ki sicer spadajo pod okrilje zbornice, zato da bi lažje politično odločalo o vprašanjih v zdravstvu, ki so povsem strokovne narave. To pomeni, da v mojem izobraževanju, pripravništvu, specializaciji ne bo več odločala stroka, ampak ena birokratsko-pisarniška ustanova. Moti me, da s tem zakonom jemljemo nadzor zdravniški stroki. Zdravniški poklic je namreč sila reguliran prav z namenom, da je za bolnike dobro in varno poskrbljeno. Specializiram za ljubljansko regijo, ampak če bo novi zakon sprejet, bo morala po specialističnem izpitu sprejeti prvo ponujeno službo v javni zdravstveni mreži. To pomeni, da bom delala v Murski Soboti, v Novi Gorici. Saj Slovenija je lepa, ni nobenega problema, ampak ne bom imela pravice do svobodnega odločanja, kje želim delati. In delala bom stran od družine, stran od prijateljev. Na manj zaželjena zdravniška delovna mesta se v državah, s katerimi se mi najraje primerjamo, privablja zdravnike z pozitivnimi vzvodi, ne pa s prisilo. V novem predlogu me najbolj moti, da je veliko omejevanja in pogojevanja. Namesto tega bi si želela stimulativno delovno okolje, ki nove možnosti odpira, ne pa da jih zapira. Specializiram za Mariborsko regijo, sicer prihajam iz Novega mesta. V Maribor sem se preselila izključno zaradi ljubezni do nevrologije, ker se mi je tam ponudila možnost opravljanja specializacije. Žal pa moram reči, na podlagi nekaj delovnih izkušenj z prakse v Kanadi in Franciji, da so pri nas delovni pogoji za delo s pacienti občutno slabši. Medtem ko se druge države trudijo k sebi privabiti čim več zdravnikov, se pri nas sprejema zakonodaja, ki bo čim več zdravnikov odgnala iz naše države. Sama si ne predstavljam, da bi morala pod prisilo opravljati specializacijo, ki me ne bi veselila. Mislim, da bi v tem primeru raje odšla na želeno specializacijo in delo v tujino. Ocenjujem, da bo ta zakon še poslabšal te slabe delovne pogoje. Pogosto ugotoviš, kaj ti leži in kaj te najbolj veseli, šele ko nekaj časa že delaš na tem področju. Dosedanji zakon specializantu omogoča enkratno menjavo specializacije. To se sicer ne zgodi pogosto, vendar se mi zdi pomembno za nekoga, ki ugotovi, da za izbrano specializacijo ni primeren. Po novem predlogu bi bilo to mogoče le še na lastne stroške specializanta, kar pa bi za marsikoga predstavljalo preveliko oviro. Sem študent medicine in sem proti sprejemu zakona. Študenti medicine smo zbegani. Namesto sigurnosti in varnosti nas čaka negotova prihodnost. Spremembe, predlagane v zakonu o zdravniški službi, so v marsičem spremembe na slabše. Za Ministrstvo za zdravje smo morda le številke na papirju, saj nam želijo določiti mesto službovanja, kar glede na prvo prosto mesto v državi. Poleg drugih pomanjkljivosti me pri trenutnem predlogu zakona najbolj moti prenos sredstev financiranja specializacij iz zdravstvene zavarovalnice na državni proračun. S prenosom financiranja specializacij na državni proračun bo ogrožena kontinuiteta financiranja specializacij. Ministrstvo obljublja, da bo ta zakon skrajšal čakalne dobe, a žal to ni res. Ne razumem, s čim naj bi nov zakon skrajšal čakalne dobe. Gre namreč le za prenos financiranja specializacij iz zdravstvene blagajne direktno v proračun, kar pomeni le prerazporeditev sredstev, ki bodo enaka in jih bo pač potrebno vzeti od drugje. Čakalne vrste se skrajšajo z zaposlovanjem novih zdravnikov in finančnimi vložki ter ne z navideznimi rešitvami. Edina pozitivna stvar pri predlogu tega zakona se nam zdi uvedba neobveznega sekundariata. To je prehodno obdobje, ko se mlad zdravnik, ki še čaka na specializacijo, lahko zaposli. Če bi bil zakon v javni razpravi, bi to vrstnih predlogov skupaj našli še več.
Želela bi si, da bi prav tako področje, ki zadeva vse nas, vse državljane, ker navsezadnje smo potencialno vsi bolniki, mogli razpravljati in debatirati do te mere, da bi dosegli skupen konsenz, kar se tiče zdravja vseh državljanov.